Dober večer in lepo pozdravljeni na znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici. Sem izjemno vesela, da vas vidim v takem velikem številu. Z veseljem pa tudi predstavljam našega današnjega gostja, to je docent dr. Dejan Georgijev z Nevrološke klinike Kliničnega centra Univerze v Ljubljani. Dr. Georgijev je docent z področja nevrologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot višji zdravnik specialist nevrolog pa je zaposlen na Nevrološki kliniki, kjer je vodja službe za nevrorehabilitacijo in od leta 2021 tudi vodja tima za globoko možgansko stimulacijo. Leta 2014 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani na temo vidnega delovnega spomina v zgodnji fazi Parkinsonove bolezni brez demence. Med letoma 2013 in 2015 se je izobraževal na University College London, National Hospital of Neurology and Neurosurgery, kjer je delal kot klinični raziskovalec. Od leta 2010 pa raziskovalno sodeluje tudi z laboratorijem za umetno inteligenco Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2018 tudi delno zaposlen. Trenutno se znanstveno in raziskovalno ukvarja z mehanizmi bradikinezije, respiratornimi motnjami pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, z motnjami očesnih gibov, raziskovanjem napredovanja Parkinsonove bolezni, učinkom vadbe namiznega tenisa na hojo in posturalne reflekse pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo ter z raziskovanjem kliničnih, slikovnih in elektrofizioloških mehanizmov globoke možganske stimulacije. Za svoj prispevek pri razvoju pionirskih diagnostičnih metod in novosti v zdravljenju na področju nevrologije je leta 2018 prejel nagrado International Medis Award for Medical Research in sicer za študijo o znakih Parkinsonove bolezni pri bolnikih s cervikalno distonijo, ki so jih zdravili z globoko možgansko stimulacijo. Zdaj nekaj od tega svojega bogatega znanja na področju Parkinsonove bolezni bo seveda predstavil tudi danes nam vsem. Vsekakor je to zelo zanimiva tematika, tako za nas, naše svojce, naše prijatelje in na žalost vsako leto našega življenja bolj. Tako da besedo predajam vam. Hvala za tako lepo predstavitev, spoštovan rektor Univerze v Novi Gorici, spoštovani bivši rektor Univerze v Novi Gorici, spoštovani kolegi in pacienti, nekatere med vami tudi dobro poznam. Če sem čisto iskren, nisem pričakoval, da bo tako zasedena tale dvorana, nisem pričakoval, da bo tako veliko odziv, ampak me veseli, da je toliko zanimanja. Zdaj, jaz nekako sem se odločil, da bom govoril, kako bi rekel, o takih osnovnih stvareh, kar se tiče Parkinsonove bolezni, zaradi tega, ker vem, da je veliko oseb s Parkinsonovo boleznijo med vami, in prav zanimajo vas v resnici, kako mi razmišljamo pri Parkinsonovi bolezni. Zato bomo v bistvu na ta način tudi nekako šli čez tole predavanje. Če imate kakršnokoli vprašanje vmes, me lahko ustavite, lahko naredimo pač čisto interaktivno, ni nujno, da je tako, pa pač ekskate, da me poslušate, pa šele na koncu, da so pa pač vprašanja. Jaz bom začel z tem konceptom parkinsonizem. Kaj je to parkinsonizem? Se pravi, Parkinsonova bolezen je samo ena od pač veliko oblik parkinsonizma. Parkinsonizem je sindrom. To pomeni, da je za parkinsonizem značilnih nekaj znakov oziroma simptomov. Najbolj značilna je tako imenovana bradihipokinezija, kar pomeni upočasnitev gibov, ki se pa kaže na več različnih načinov. Se pravi, recimo klasično v nevrološki ambulanti to testiramo z enim testom test tapkanja prstov, ampak se kaže tudi v eni taki splošni, generalizirani bradihipokineziji oziroma upočasnjenosti, kaže se tudi za hipomimijo, kaže se tudi z enim takim hipofonijo, kar pomeni tak zelo mehak, tih glas. Se pravi, na več različnih načinov se kaže bradihipokinezija in to je glavna značilnost tega parkinsonizma. Poleg tega mora biti prisoten še en od ostalih znakov, ki jih vidite na tem slajdu. Rigidnost, kar pomeni, da je mišični tonus povišen na en tak značilen način, ki se mu reče svinčena cev, kar pomeni, da pri testiranju, ker vedno tonus testiramo v določenem sklepu,
se pravi od enega do drugega konca maksimalnega giba v določenem sklepu čutimo v bistvu odpor. Tremor, ki pa je značilen, recimo tak tipičen tremor v mirovanju, ki ga pri nas opisujemo kot štetje denarja, sicer v angleški literaturi kot pill rolling, ker so lekarnarji stari, ko so pa pač izdelovali tablete, so jih izdelovali na ta način, da so vzeli malo mase za določeno zdravilo, pa so za tableto, pa so ga tako so pač tudi v bistvu naredili tableto. In pa posturalne motnje, kar pomeni nestabilnost oziroma padci, ki pa niso značilni v zgodnji fazi, niso značilni za Parkinsonovo bolezen, se lahko pojavijo v pozni fazi, če se pa pojavijo zelo zgodaj, to pomeni, da verjetno gre za neko drugo obliko Parkinsonove bolezni oziroma parkinsonizma. Malo zgodovine. Parkinsonova bolezen je bila omenjena že v Ajurvedi, se pravi, to je vedsko obdobje nekje 1500 do 600 let pred novim štetjem, pod enim imenom Vepaptu, ki pravzaprav opisuje eno bolezen, ki se kaže z upočasnenostjo. In tisto, kar je zelo zanimivo, je, da so v bistvu imeli tudi, so predlagali tudi zdravila, kako v bistvu pa pač pomagati tem pacientom. Recimo z tem zdravilom oziroma za to rastlino, se pravi Mucuna pruriens, ki je v resnici vsebuje, danes vemo, da je naravni vir levodope. To je levodopa, tako kot veste, je pa pač glavno zdravilo za zdravljenje Parkinsonove bolezni, ki je pa pač prekurzor dopamina. In pa recimo za rastlino, ki se reče Vitania somnifera, ker pa je rastlina, ki ima nevroprotektivni učinek. Tisto, kar je pa pač fascinantno, je to, da v bistvu koncepti zdravljenja bolezni, ki so stari, se pravi 3000–3500 let, so v bistvu aktualni tudi danes. Danes je pa pač žal zdravljenje Parkinsonove bolezni je predvsem simptomatsko, še vedno pa iščemo zdravilo, ki bo imelo nevroprotektivni učinek. Se pravi, bomo rekli, da lahko res znamo pozdraviti Parkinsonovo bolezen takrat, ko bomo pač odkrili zdravilo, s katerim lahko spremenimo potek bolezni. Se pravi, zdravilo, ki bo imelo nevroprotektivni učinek, zdravilo, ki bo ustavilo napredovanje bolezni, ali pa celo v bistvu naredilo reverzijo simptomov teh bolezni. Kar se tiče sodobnega opisa v zahodni medicini, prvi sodobni opis Parkinsonove bolezni v tem eseju, ki se mu reče An Essay of the Shaking Palsy, strani James Parkinsona, to je bil londonski zdravnik leta 1817, se pravi pred 6 leti smo imeli 200 let od objave tega prvega znanstvenega strokovnega opisa Parkinsonove bolezni, ki je pa izrazito natančen, še posebej, kar se tiče opisa motoričnih simptomov bolnikov. Ni bil nevrolog, ker takrat je bila nevrologija še vedno v povojih, je pa bil v bistvu splošni zdravnik in kirurg. Je pa zelo natančno del pacientov, ki jih opisuje v tistem svojem eseju, jih je sam zdravil. Del teh oseb opisanih je pa samo gledal skozi okno in na podlagi opazovanja je pač zelo natančno opisal simptome, ki jih imajo tiste paciente, ker je v resnici osnova nevrološkega pregleda, se pravi opazovanje je zelo pomemben del nevrološkega pregleda in marsikdaj samo na podlagi opazovanja mi lahko postavimo diagnozo. Včasih pač pacientom, ko pride skozi vrata, že vemo recimo, da ima Parkinsonovo bolezen, pa ko ga vprašamo, vi pa imate Parkinsonovo bolezen, koliko let, so ponavadi presenečeni, kako veste, da imam Parkinsonovo bolezen. Se pravi, opazovanje je še vedno pač v osnovi enega takega dobrega kliničnega pregleda. Ime Parkinsonovo bolezen je pa dal Jean-Marie Charcot, on je pa francoski zdravnik iz 19. stoletja in pa pač velja za oče sodobne nevrologije. Delal je v znani bolnišnici Petit-Salpêtrière v Parizu, ki še danes v bistvu ima odlično praktično nevrologijo in je v čast seveda Jamesa Parkinsona, ki, tako kot sem rekel, je prvi strokovno opisal Parkinsonovo bolezen, je bolezen poimenoval Parkinsonovo bolezen in to ime še vedno s pridom pač uporabljamo še danes. Gremo na dopaminergični sistem, se pravi, jaz bom mogoče še najmanj bom govoril o etiologiji Parkinsonove bolezni, zaradi tega, ker v bistvu še najmanj vemo o etiologiji Parkinsonove bolezni.
Je pa ena taka paradigmatska bolezen v nevrologiji, mogoče pa pač prva taka bolezen, pri kateri smo v bistvu na en tak mehanicistični način razložili nastanek teh simptomov, ki so značilni za Parkinsonovo bolezen. In zaradi v bistvu prizadetosti dopaminergičnega sistema. Se pravi, to je pač nevrotransmitorski sistem, ki v osnovi katerega je pa pač ena molekula, monoamin, ki se mu reče dopamin. Proizvaja se predvsem v srednjih možganih, se pravi v tisti substanciji niger pars compacta, ki je povezana predvsem z bazalnimi gangliji in pa v ventralnem tegmentalnem področju, ki je pa pač povezana bolj recimo z tistimi orbitofrontalnimi in pa ostalimi kortikalnimi režji in še predvsem z frontalnim režnjem. V osnovi pri Parkinsonovi bolezni torej gre za degeneracijo celic, se pravi propadanje celic v substanciji nigri. To so celice, ki v bistvu vsebujejo neuromelanin, to je pač en pigment, ki je zelo podoben melaninu, ki ga imamo v koži. In zaradi tega je tako v bistvu pač recimo na enem makroskopskem prerezu, kot ga vidimo tle mezencefalon, to je mezencefalon, to je prerez skozi srednje možgane, tam, kjer se nahaja substancija nigra. Recimo na desni strani vidite substancijo nigro ene osebe, ki ni imela Parkinsonove bolezni, in pa na levi strani oseba, ki ima Parkinsonovo bolezen. Vidimo, da zaradi te degeneracije substancije nigre ali pa te črnine, ki jo vidimo pri osebi, ki Parkinsonove bolezni ni imela, je pač ne vidimo. Danes to lahko v bistvu vidimo, seveda ne samo postmortem, kar je popolnoma neuporabno, ampak z različnimi slikovnimi preiskavami, kot je recimo ta preiskava DaTscan, mogoče nekdo od vas je že imel, tisti, ki imajo Parkinsonovo bolezen, preiskavo DaTscan, s katero v bistvu skušamo ugotoviti, kakšno je stanje dopaminergičnega sistema v možganih. In sicer to je striatum, to so bazalni gangliji, tam, kjer se končajo v bistvu povezave iz substancije nigre, z enim posebnim markerjem, ki je v bistvu nuklearno-medicinska preiskava, joflupan se mu reče, kar je jod, radioaktivni jod, v bistvu obeležimo presinaptični dopaminski transporterji, ki jih je malo pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, zaradi tega, ker je malo dopamina. Se pravi, če imate malo dopamine, tudi pač posledično manj tistih proteinskih molekul oziroma dopaminskih transporterjev na presinaptični membrani. Ta transporter ima pa tako vlogo v bistvu, da ponovno prevzame dopamin iz sinaptične membrane. Se pravi, vsakič, ko se sprosti katerikoli nevrotransmitor, mora biti zagotovljen način v bistvu upada koncentracije tega nevrotransmitorja v sinaptični špranji. Ker če bi bila ves čas aktiven tale nevrotransmitor, v bistvu je pa pač delovanje živčev v bistvu nepravilno, je praktično disfunkcionalno. To je pa pač fiziološki princip. In seveda, če je pač premalo dopamina, zaradi tega, ker je premalo dopamina, kot je pri Parkinsonovi bolezni, je manj potrebe po dopaminskih transporterjev in se manj tega barvila veže za dopaminske transporterje in vidimo sliko, ki jo vidite tle na desni strani, in tako na enostaven način v bistvu lahko vizualiziramo upad dopaminergične, praktično disfunkcijo dopaminergičnega sistema pri pacientih z Parkinsonovo boleznijo. Mogoče bi na tem mestu samo omenil tole, da je diagnoza Parkinsonove bolezni danes še vedno klinična. Se pravi, mi ne rabimo v bistvu narediti niti slikovne preiskave, nobene, ne CT, ne magnetne rezonance. V tipičnih primerih pri osebah bolezen se začne recimo povprečna starost je tam nekje 60 let, se lahko začne tudi prej, različne oblike Parkinsonove bolezni so juvenilne, celo pa pač v bistvu pri zelo mladih se lahko pojavi tudi parkinsonizem oziroma Parkinsonova bolezen, takrat pa mislimo na drugačno etiologijo, ampak tista klasična idiopatska Parkinsonova bolezen se pojavi v tej starosti 61 let starosti. In je značilno to, da je pač diagnoza, tako kot sem rekel, klinična. Se pravi, zato včasih pacienti pa vprašajo, kaj, ne boste naredili nobene preiskave za to, da potrdite, da imam Parkinsonovo bolezen? Ne. Zlati standard je še vedno pa pač klinični pregled. Se pravi, klinični pregled je pa pač najpomembnejši v diagnozi Parkinsonizma in Parkinsonove bolezni. V primerih, ko recimo sumimo, da mogoče gre za kaj drugega ali nismo recimo
prepričani v odzivnosti delovanja zdravil za Parkinsonovo bolezen in tako naprej, pa se lahko poslužujemo tudi z drugimi preiskavami, kot je tista preiskava, ki sem jo pa pač jaz ravno kar omenil. A pa če mislimo, da je kakšen strukturni vzrok, se pravi strukturna sprememba v možganih, pa lahko naredimo še pač slikovno diagnostiko, klasično recimo magnetna rezonanca glave. Bazalni gangliji so pač ene strukture, ki se nahajajo, to so pač taka siva možganovina na bazi možganov, zato se jim reče tudi bazalni gangliji, so v bistvu pač jedra. Striatum je pač sestavljen iz tega nucleus caudatusa in putamina, vendar je tudi globus pallidus in pa talamus. Kakšna je vloga tistih dopaminergičnih poti? To je pomembno za naprej, za tole predavanje razumeti, je to, da v resnici dopamin ni pomemben samo pri uravnavanju motorike, to je tista zelena pot, ki jo vidimo tle, ampak je pomembno tudi recimo pri uravnavanju v bistvu zaznavnih funkcij, se pravi kognitivnih funkcij in pa celo razpoloženja oziroma emocij. Tako da imamo več različnih poti iz tega mezencefalona, iz substancije nigre, pa tudi iz ventralnega tegmentalnega področja, ki se jim reče nigrostriatalna pot, se pravi pot, ki povezuje substancijo nigru in striatum, mezokortikalna pot oziroma mezolimbična pot kot taka, to je tista rdeča pot, ki jo vidite na tem mestu. Vse te strukture, ki sem jih jaz omenil, ne grem v detajle zaradi tega, ker bi izgubili veliko časa, so povezani v različnih krogih, se pravi korteks, bazalni ganglij, talamo-kortikalne zanke in tisto, kar je pomembno, se pravi to je korteks, recimo talamus in pa pač so bazalni gangliji, v bistvu funkcionirajo kot pač po principu feedback, se pravi signal iz korteksa gre najprej v bazalne ganglije, iz bazalnih ganglijev gre do talamusa, iz talamusa nazaj v korteks. In funkcionirajo v bistvu bazalni gangliji kot nek, kako bi rekel, kot nek servomehanizem. Funkcija bazalnih ganglijev je v bistvu, da pa pač v bistvu gibe naredi tekoče, pa ne samo gibe, tudi misli, pa tudi na koncu čustvovanje kot tako, ne. Se pravi, da jih naredi tekoče, ker so vsak gib, tudi tisto, kar jaz pač relativno enostavno zdaj pač gestikuliram za svojo roko, je sestavljen iz več preprostih gibov. In funkcija bazalnih ganglijev je ravno to, da tiste preproste gibe v bistvu poveže med sabo in da gib naredi tekoč. In to se recimo vidi pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ravno zaradi tega, ker bazalni gangliji, ker ni zadosti dopamina, ne funkcionirajo dobro, so gibi okoreli in izgledajo in se vidi, da so pač gibi spremenjeni. Tudi ko dodamo recimo levo dopo dopamin, ko je na dobrem, se pravi v zadostni koncentraciji v možganih, marsikdaj se vendarle pozna pri pacientih z Parkinsonovo boleznijo. In najverjetneje tista bradyhipokinezija je na račun ravno tega, da sami enostavni gibi se lahko pač sprocesirajo, se pravi se lahko izvedejo v možganih. Problem je v tem, da se izgublja verjetno pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo čas pri povezovanju enega preprostega z drugim naslednjim preprostim gibom. In to je verjetno neka taka, kako bi rekel, vendarle preprosta razlaga v bistvu bradyhipokinezije pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Ko pa gre recimo za uravnavanje recimo misli, je pa tako imenovani asociacijski krogi, ki pa povezujejo recimo tisti prefrontalni korteks, predvsem dorzolateralni prefrontalni korteks z določenimi deli bazalnih ganglijev in talamusa, in pa limbični krog, ki pa povezuje v bistvu limbični sistem, se pravi sistem, ki je odgovoren za procesiranje emocij, prav tako z določenimi deli bazalnih ganglijev. Principielno je tako organizirano, da so tisti limbični bolj ventralno, vedno tudi v ventralnem striatumu, za razliko od motoričnega, ki je pa pač postavljen bolj dorzolateralno, tako kot vidite tle tudi na tej sliki. Glavna patološka značilnost Parkinsonove bolezni so tako imenovana Levijeva telesca, ki vsebujejo alfa-sinuklein, ki je pa napačno zložen v možganih in zaradi tega postaja manj topen v citoplazmi in se na ta način v bistvu kopiči v nevronih. Vidimo eno tako telo tle, z drugim načinom barvanja tudi tle.
Tisto, kar je značilno, je, da se v bistvu Parkinsonova bolezen po tisti znani Braukovi klasifikaciji, ki je še vedno precej odmevna iz začetka 21. stoletja, mislim, da so študije bile objavljene 2003, 2004, 2005, je to, da se ta proces kopičenja teh levivih telesc, se pravi patološki proces, ki privede na koncu do Parkinsonove bolezni, začne nekje v možganskem deblu, v tako imenovanem dorzalnem motoričnem jedru vagusa, in se postopoma širi navzgor. Se pravi, ta proces v bistvu še preden se pojavijo motorični simptomi Parkinsonove bolezni, se začne recimo 10-15 let pred pojavom motoričnih simptomov. Šele takrat, ko pride ta proces v mezencefalon, se pravi, ko pride v tam, kjer se nahaja substancija nigra, se pojavijo tisti značilni motorični simptomi za Parkinsonovo bolezen, kar pomeni bradi, hipokinezija, tremor in rigidnost. In mi danes v bistvu še vedno diagnosticiramo Parkinsonovo bolezen na podlagi motoričnih simptomov. Tako kot sem rekel, tista enačba. Bradi, hipokinezija plus minus rigidnost plus minus tremor, ne? Oziroma plus minus posturalne motnje. Se pravi, imamo pa, to je pa res, leta 2015 so bili objavljeni prvi raziskovalni kriteriji za diagnosticiranje presimptomatske faze Parkinsonove bolezni, oziroma premotorične faze Parkinsonove bolezni. V bistvu pacienti povejo, da veliko preden so se pojavili prvi motorični simptomi, imajo težave, ki se kažejo lahko z recimo slabšim razpoloženjem, z recimo anksioznostjo ali pa z recimo brcanjem po noči, to so tako imenovane remotne spanja ali pa kričanjem po noči. Mogoče neka taka zelo blaga upočasnjenost ali pa utrujenost. Se pravi, to so taki premotorični simptomi, preden se pojavijo prvi znaki Parkinsonove bolezni, motorični znaki Parkinsonove bolezni, ko v bistvu postanejo očitni. Veste, vse simptomi so tudi v premotorični fazi so očitni, ampak ponavadi so take narave, da so nemoteči. Ne? In jaz mislim, da bi se danes lahko dalo diagnosticirati Parkinsonovo bolezen še v tisti premotorični fazi. Problem pa je v tem, da mi še vedno ne znamo bolezen zdraviti v tisti premotorični fazi. V trenutku, ko bomo imeli nevroprotektivno zdravilo, bo pa to postal hit. Takrat bomo pa res začeli v bistvu praktično pregledovati pacientov veliko več, zaradi tega, ker bomo skušali osebe za Parkinsonovo boleznijo diagnosticirati čim prej, preden se pojavijo motorični simptomi, ker bomo imeli zdravilo, s katerim bomo lahko pomagali. Zdaj je praktično neetično, da bi postavili diagnozo Parkinsonove bolezni recimo v tisti presimptomatski fazi, ali pa da rečemo, vi imate verjetnost na podlagi simptomov, ki jih imate in na podlagi vaše starosti in ostalih pridruženih bolezni, recimo 75% verjetnost, da boste v naslednjih 5 letih zboleli s Parkinsonovo boleznijo. Kaj bo ta pacient za tem podatkom? Veste, se bo sam sekiral, ne? Tako da v resnici to je. Ja. Ampak dejansko je, ne vem, etično vprašanje, ali bi si lahko želel vedeti, mislim, imamo več takih etičnih vprašanj v nevrologiji, recimo pacienti za Huntingtonovo bolezen pri otrocih, ali je smiselno testirati, velja, da ne, seveda do 18. leta, zaradi tega, ker dejansko nimamo ta pravega zdravila, s katerim žal bi pač tem pacientom v bistvu v osnovi pomagali, etiološko pomagali pri teh pacientih. Samo na kratko, spet omenjam tiste bazalne ganglije. V glavnem obstaja več različnih poti, to je ta substancija nigra. Jo vidimo, kje je substancija nigra, tle je v bistvu, evo je substancija nigra pars reticulata, ki pa v bistvu ima funkcijo kot pa GPI, ampak v glavnem, hiperdirektna pot, indirektna pot in direktna pot, kakšna je vloga? Tale direktna pot v bistvu promovira gibe, to je ta go pot. Indirektna pot je taka pot, ki v bistvu inhibira gibe in gre preko subtalamičnega jedra in je v bistvu balans, ravnovesje med recimo tiste poti, ki promovira gibe in tiste poti, ki zavira gibe. Se pravi, vsak gib je v bistvu nek balans med enim in drugim. Problem pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo je zaradi primanjkljaja dopamina, da je subtalamično jedro preveč aktivno. Subtalamično jedro je del indirektne poti in ker je ta pot, ki inhibira, zavira gibe, preveč aktivna, je premalo gibov pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Ta hiperdirektna pot pa je taka pot, ki gre direktno iz korteksa v subtalamično jedro in potem v izhodne strukture bazalnih ganglijev.
Glavne izhodne strukture bazalnih ganglijev so globus pallidus, pars interna in substantia nigra pars reticulata preko talamusa. Glavna vhodna struktura je pa striatum, tako kot ga vidimo tle, in pa globus pallidus pars externa. Ta hiperdirektna pot pa je pač v bistvu še en, kako bi rekel, mehanizem, da hitro in učinkovito, brez veliko procesiranja zavre določen. Recimo, greste čez prehod za pešce in kar naenkrat se pač pojavi rdeča luč in ko se morate ustaviti naenkrat, brez da bi razmišljali, je aktivna hiperdirektna pot. Se pravi, narava je naredila v bistvu dve poti, ki zavirajo, in ena pot, ki pa v bistvu promovira gibe. Pač princip kontrole. Se pravi, za vsak slučaj je naredila še eno pot, hiperdirektno pot, zato da pač zagotovi, da se pač določen gib ne bi v bistvu izvedel. In tale v bistvu mehanicistična razlaga vloge tistih različnih poti v bazalnih ganglijih, ki je nastala sicer recimo, še nekak teorije so bile v 70 letih, dokazi so bili v 80 letih prejšnjega stoletja, še vedno najboljša in najbolj veljavna. Se malo modificira, se malo nadopolni in tako naprej, vendar je še vedno veljavna na takšen način, kot je, in nam pač v bistvu razloži lahko način delovanja, recimo globoke možganske stimulacije, o kateri bom povedal malo več v naslednjih slajdih. To samo, da vam pokažem, koliko je različnih oblik parkinsonizma in kaj mi v bistvu nevrologi vse imamo v mislih, ko pregledujemo pacienta s Parkinsonovo boleznijo. Se pravi, Parkinsonovo bolezen je ena od velikih različnih oblik drugih parkinsonizmov. Obstajajo tudi bolj kompleksne oblike Parkinsonove bolezni, to so parkinsonizmi plus, ki imajo poleg samega sindroma Parkinsonizma še drugi dodatni znaki, pareza pogleda ali pa recimo izrazito moteno kognitivno funkcijo. Pol pa so parkinsonizmi, ki ga povzročajo zdravili, kot so recimo antidopaminergike, nevroleptiki, ostale bolezni, kot je recimo Wilsonova bolezen, dopa odzivna distonija, ali pa recimo sekundarni parkinsonizmi, kot je vaskularni parkinsonizem, možganske travme, toksične avtoimune bolezni, okužba centralnega živčnega sistema, se pravi, več različnih pač oblik parkinsonizma je. Jaz mogoče ne bi tle kaj veliko govoril o tem parkinsonizmu, ki ga povzročajo zdravila, mogoče samo vam povem, zakaj je to pomembno, ker tako kot smo rekli, kako deluje dopamin, dopamin se izloča v substanci nigri, gre v presinaptični nevron, preko sinaptične spranje deluje na postsinaptični nevron na dopaminske receptorje. Zdravila, ki blokirajo dopaminske receptorje, to lahko naredijo klinično sliko, ki je zelo podobna Parkinsonovi bolezni in včasih je v bistvu zelo težko ločiti od Parkinsonove bolezni. In recimo v tem primeru tisto preiskavo uporabimo, kot je tisto DAT-scan, s katero skušamo ugotoviti, ali gre za presinaptično ali pa za postsinaptično dopaminergično okvaro. Mogoče bi jaz samo nekaj stvari, recimo na tem mestu, ki jih ni na slajdu, ampak povedal o etiologiji Parkinsonove bolezni, kar je pač del naslova Parkinsonove bolezni. Etiologija Parkinsonove bolezni še vedno ni znana. Še vedno v medicini pač veljajo tisti koncepti, da gre pri vseh boleznih je tako, da gre za dejavnike okolja, ki v interakciji z pač organizmom, se pravi z pač genskimi dejavniki, lahko privedejo do razvoja Parkinsonove bolezni. Velikokrat je vprašanje strani pacientov, ali gre za dedno bolezen, ali je Parkinsonovo bolezen dedna. Kratko vprašanje in enostavno vprašanje je ne. Parkinsonovo bolezen ni dedna, vendar, vedno je vendar, so bolezni, pri katerih so genski vzroki zelo pomembni. Se pravi, obstajajo tudi monogenske oblike Parkinsonove bolezni, ki so lahko avtozomno dominantne ali pa avtozomno recesivne oblike. Pri nas zaenkrat, kot se jaz zavedam, nismo dokazali, ampak relativno majhne populacije v Sloveniji, nobenega avtozomno recesivnega ali pa avtozomno dominantnega oblika, monogenskega oblika Parkinsonove bolezni. Je pa kar nekaj pacientov, pri katerih je v okvari, se pravi en gen, ki se mu reče gen za glukocerebrozidaza, GBA1 gen, ki pa v bistvu poveča verjetnost za razvoj Parkinsonove bolezni za 4-krat. Se pravi, to je kar veliko.
In seveda vidimo mi tudi, recimo velikokrat imamo osebe, ki pridejo z Parkinsonovo boleznijo v ambulanto, ki reče, veste, moj stari oče ali pa moj oče je imel Parkinsonovo bolezen. Se pravi, je genski, kako bi rekel, genski dejavniki so pomembni, vendar idiopatska Parkinsonova bolezen kot taka v bistvu ni dedna bolezen. Ne? Tako da se pa vam ni treba bati, da bojo pa pač, ne vem, vaši otroci ali pa kaj takega pa pač nujno razvili Parkinsonovo bolezen. Lahko se zgodi, ampak veste, vsi imamo določeno tveganje za razvoj katerekoli bolezni. Ne, tako da pač v družinah, v katerih je pa pač nekoliko več, se pravi, segregacija določene bolezni, pa seveda večja verjetnost, ampak ni nujno, da bojo pa pač vsi razvili otroci Parkinsonove bolezni pozneje. Mogoče to so recimo zgodne komplikacije, kako se kaže tista bradyhipokinezija, ki smo jo omenili, recimo velikokrat povejo, da je pač pisava motena, da je postala drobna, oziroma da se začne tako se pravi z velikimi črkami, pa pol postopoma se pravi po tistem decrescendo tipu se pač v bistvu zmanjšuje velikost same pisave do praktično nezmožnosti pisanja. Ugotavljajo neko nespretnost, opisujejo, ki je v resnici na račun tiste upočasnjenosti, togost, končina ali pa recimo vlečenje nog za sabo ali pa velikokrat bolečina v tisti roki, ki je bolj prizadeta. Parkinsonova bolezen je asimetrična bolezen. Simptomi so bolj izraziti na eni strani kot na drugi strani in velikokrat pacienti grejo recimo najprej k ortopedu, ki mislijo, da je nekaj narobe z ramenom, pol pa ortoped opazi, da dejansko gre za kakšno nevrološko stanje, pa ga napoti k nevrologu zato, da diagnosticiramo dokončno Parkinsonovo bolezen. In pa so nemotorični simptomi težave v zgodnji fazi, kot so recimo anosmija, težave pri spanju, zaprtost, anksioznost, depresija, utrujenost, o tem smo nekaj že tudi omenili. Zdravila za motorične simptome, zdravljenje bazira v bistvu kot nadomestna terapija. Se pravi, če ni zadosti dopamina, mi ga skušamo ta dopamin nadoknaditi. Nadoknadimo ga pa za pomočjo tega prekurzora dopamina, levodopa, ali pa direktno z dopaminskimi agonisti. So tudi druge zdravila, ki imajo ponavadi skromen simptomatski učinek. Recimo levodopa je prekurzor, to pomeni, da ko se absorbira preko, se pravi, iz črevesja v kri, se že v krvi pač začne v bistvu spreminjati v dopamin, najvišjo koncentracijo dopamin pa doseže v možganih. Zato, da ne razpade že v krvi, ker ima sicer levodopa kot taka ima zelo kratko razpolovno dobo, ga damo v kombinaciji z karbidopom in pač z benzarazidom. Karbidopa, to mislim, da bom na naslednjem slajdu o tem govoril, vam bom povedal, za kakšna zdravila pravzaprav gre. Drugo vprašanje je pa, kdaj začeti zdravljenje Parkinsonove bolezni. Načeloma velja, da se začne zdraviti takrat, ko se pojavijo simptomi. Včasih je veljalo tako, da se čim pozneje začne zdraviti Parkinsonovo bolezen zaradi poznih komplikacij ali pa komplikacij poznega zdravljenja Parkinsonove bolezni. Danes, ker imamo na voljo veliko različnih načinov, kako zdravimo tiste pozno fazo Parkinsonove bolezni, pravzaprav več pač upamo si zelo zgodaj začeti zdraviti z relativno visokimi odmerki levodope, kajti je v bistvu logika taka, da je brez veze izgubljati čas, da se izgublja kvaliteta življenja pacientov, se pravi, da so poddozirani zato, da ne pride do komplikacij, kar se pa izgublja v bistvu resna kvaliteta življenja. Cilj z vsemi temi načini zdravljenja pri vseh boleznih, pa tudi pri Parkinsonovi bolezni, je seveda zvišati kvaliteto življenja oseb kot tako, ne recimo konkretno, se pravi posredno preko tega, da pač vplivamo recimo na bradyhipokinezijo, vajda izboljšujemo kvaliteto življenja, ampak cilj je dejansko res pomagati pacientom na ta način, da se pa pač boljše počutijo in da živijo boljše. S katerim zdravilom začeti, tle so pač pravila taka, da v bistvu pri mlajših ponavadi začnemo recimo z dopaminskim agonistom, ker dopaminski agonisti imajo tisto slabo stran, da zaradi tega, ker so nefiziološki agonisti na dopaminskih receptorjih, se dolgo delujejo na dopaminskih receptorjih in na ta način povzročajo, zaradi te nefiziološke stimulacije lahko povzročijo veliko stranskih učinkov. In pri starejših je seveda večja verjetnost, da pride do razvoja stranskih učinkov ravno zaradi tega nefiziološkega. Zdravljenje za levodopo, ki je prekurzor dopamina, se pravi levodopa ne deluje,
ampak deluje dopamin, je pa bolj fiziološko, zaradi tega, ker je dopamin fiziološki v bistvu agonist na dopaminskih receptorjih. Ima zaradi tega manjši potencial za razvoj stranskih učinkov. In to je tisto, kar sem že povedal, da se v bistvu več ne bojimo tiste levodope, mogoče tle bi omenil samo to, da je levodopa v bistvu še vedno zlati standard za zdravljenje Parkinsonove bolezni, najbolj učinkovito zdravilo. In vsa zdravila, ki jih razvijamo tudi danes za zdravljenje Parkinsonove bolezni, za simptomatskim učinkom na motorične in nemotorične simptome, vedno primerjamo z levodopo. Se pravi, to je najbolj učinkovito zdravilo. Arvin Karlsson, ki je v bistvu bil prvi, ki je v bistvu ugotovil, da je dopamin tista učinkovina, ki primanjkuje pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo in bil vpleten v razvoju preparata levodope, je tudi dobil Nobelovo nagrado za to svoje odkritje. Začelo se je uporabljati levodopa, se je začelo uporabljati v 70-ih letih prejšnjega stoletja in za pridom jo uporabljamo še danes. Dobra stran je to, da gre za poceni zdravilo, se pravi, ni drago zdravilo, slaba stran pa je seveda v tem, da se ga mora večkrat jemati na dan in tako naprej, kar pa pač je povezano tudi z razvojem stranskih učinkov pri teh pacientih. To je tisto, kar sem jaz omenil. Na začetku, ko so dajali samo levodopo brez dopa-dekarboksilaznih inhibitorjev ali pa brez COMT inhibitorjev, v bistvu so odmerki zdravil bili zelo visoki, recimo do 5-6 gramov na dan, kar je bolj povezano z veliko stranskimi učinki. Danes jih pač uporabljamo v kombinaciji z dopa-dekarboksilaznimi inhibitorji, to je encim, ki razgrajuje dopamin. Se pravi, enako kot kateholometiltransferaze, ki je tudi encim, ki razgrajuje dopamin. Se pravi, ideja je taka, da če vi inhibirate encim, ki razgrajuje dopamin, v tem primeru povečate v bistvu biorazpoložljivost dopamina v možganih. Se pravi, lahko podaljšate delovanje zdravila. In zato so danes odmerki povprečni, recimo odmerek je tam nekje med 300 pa 1500 miligrami. Redko kdaj imamo pacienti z višjimi odmerki in vidimo jih, vendar ponavadi so kar redki. Začnemo zdravljenje ponavadi 3-krat na dan, recimo polovico tablete Nakoma ali pa Modoparja pri nas in postopoma zvišujemo tale odmerek do 3-krat 1 tableto na dan. Dopaminski agonisti smo jih omenili. Slaba stran je to, kot sem rekel, zaradi razloga, ki sem ga že omenil, da se lahko pojavi slabost, napadi spanja, velikokrat se pojavijo napadi spanja, pa paciente moramo opozoriti v resnici, da če se pojavijo napadi spanja, to niso taki, da malo pač zaspite po kosilu. To so taki napadi spanja, da v bistvu ne morejo se res upreti spancu oziroma spanju, medtem ko pač berejo ali pa ko nekaj delajo ali pa bog ne daj medtem ko vozijo. In če so pač take težave, potem pa je prvi ukrep je znižati odmerek dopaminskega agonista, če ne pomaga, je pa pač dopaminski agonist treba tudi ukiniti. Pojavi se lahko hipotenzija, kompulzivno vedenje dem gležnjev, tisto kompulzivno o impulzivnosti bom povedal na koncu pri nemotoričnih simptomih. Tale napredovala faza Parkinsonove bolezni je tista faza, ko v bistvu nastanejo težave, ponavadi recimo od oka, recimo približno 5 let od diagnoze Parkinsonove bolezni, ko se pojavijo težave, ki pa so tudi delno del zdravljenja Parkinsonove bolezni. Zakaj se pojavijo težave, ki jih bom pač omenil na naslednjih slajdih? Ker mi levodopo dajemo na nefiziološki način. Veste, dopamin, tako kot vsak nevrotransmiter, se izloča tako tonično, se pravi ves čas nek tonus, neka osnovna bazalna koncentracija in pa po potrebi fazično se izloča v določenih trenutkih. Recimo, ko se gibljemo ali pa ko smo veseli ali pa ko razmišljamo in tako naprej. Tisto, kar mi naredimo za levodopo, je to, da ga damo v bistvu na nefiziološki način. Mi ga damo v določenih urah, ne glede na to, ali je potrebno fazično izločenje v tem trenutku ali pa ne. Zaradi te diskrepance in zaradi samega napredovanja bolezni se pojavljajo stranski učinki. Pa nimamo kaj drugega za narediti v resnici. Verjetno to je tisto, kar lahko največ naredimo za temi tabletami. Ampak v glavnem se pojavljajo težave
ki se pa kažejo recimo za obdobje nihanja. To pomeni, da zdravilo vzamejo, pacienti čutijo, da je stanje boljše, so bolj gibčni, pol pa recimo po 2-3 urah se začne učinek izvenevati, lahko do popolnega izklopa ali pa do nenadnih izklopov, pa se potem spet vzame zdravilo, koncentracija se pa pač poviša na učinkovito nivo, pa so spet dobri in tako naprej. In to je predvsem moteče. Recimo, da ste odvisni od nekega jemanja zdravil, je zelo, zelo moteče. In zato pacienti v bistvu, tako kot bolezen napreduje, namesto enkrat, dvakrat ali pa trikrat, kot ponavadi začnemo zdraviti Parkinsonovo bolezen, potrebujejo recimo včasih vsaj 5 ali pa večkrat, 5 ali pa večkrat na dan, da jemijo pa pač levo dopo. Medtem ko se pa pač pojavljajo tudi diskinezije, to pomeni, da se pojavljajo zgibki. To je pa zaradi tega, ker je pa v trenutkih, ko vzamejo levo dopo, koncentracija dopamina naraste tako veliko, da se pač pojavijo, se pravi iz stanja neke akinezije, ko je premalo zgibkov oziroma premalo gibov, se pojavi v bistvu preveč gibov. Za eno enostavno enačbo klinično, recimo, če pacient potrebuje 5 ali pa več odmerkov levo dope na dan, 2 uri z motečimi diskinezijami, ker niso vse diskinezije moteče, ali pa 1 uro v izklopu za temi nihanji, pa lahko rečemo, da gre v bistvu za pomembno napredovalo fazo Parkinsonove bolezni in takrat lahko začnemo razmišljati o drugih načinih zdravljenja Parkinsonove bolezni za stabilizacijo stanja, bodisi za globoko možgansko stimulacijo, bodisi recimo za pač podkožnimi črpalkami ali pa za črpalkami, kot je ta preko perkutane gastrostome. Ideja pri zdravljenju recimo za temi kontinuirano zdravljenje Parkinsonove bolezni je ravno to, da se izognemo temu pulsatilnemu načinu dejanja levo dope. Se pravi, stabiliziramo stanje tako, da je ves čas določen pretok zdravila levo dope. Ista učinkovina je v tej črpalki, ampak je se pravi stimulacija dopaminskih receptorjev v možganih je kontinuirana. In na ta način se v bistvu izognemo diskinezij ali pa se izognemo tistih nihanj, ki postanejo predvsem moteči. In izboljšamo na ta način zdravljenja, izboljšamo kvaliteto življenja pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Organizirano imamo, se pravi, tako, kako v tisti ambulanti za kontinuirano zdravljenje Parkinsonove bolezni ponujamo vse tiste možnosti, ki smo jih že omenili, globoka možganska stimulacija, 2 črpalk preko PEG-a, 1 črpalka apomorfinska, to je dopamin, najstarejši dopaminski agonist in najstarejši način kontinuiranega zdravljenja, ki pa se je pokazal slabše kvalitete, kot je pač zdravljenje preko perkutane gastrostome. In konca leta bo prišlo bo prišla tudi podkožna levo dopa za prvič v zgodovini v bistvu Parkinsonove bolezni. Globoka možganska stimulacija, kot sem vam rekel prej, se pravi, subtalamično jedro naj bi bilo preveč aktivno pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. In zdaj gremo nazaj na tisto mehanicistično razlago. Se pravi, če je to jedro preveč aktivno, moramo spremeniti način delovanja tega jedra, zato da v bistvu sprostimo ali pa da inhibiramo indirektno pot in da je pa pač več gibov. In ravno to naredimo z globoko možgansko stimulacijo, to je ena elektroda, ki jo postavimo v subtalamično jedro, to je to zeleno jedro, ki se nahaja tle. In na ta način v bistvu vplivamo na motorične, vendar ne samo na motorične simptome, tle vidite v tistem kotu tle subtalamično jedro, podobno kot tune kroge, ki sem jih prej omenil, ima tripartitno strukturo, se pravi, en del je motorični, največji del subtalamičnega jedra, en del ventralno in anteriorno je v bistvu del, ki je odgovoren za emocije, za uravnavanje emocij, in pa en del je pa pač v bistvu kognitivni del, se pravi, subtalamičnega jedra. To je samo še en drug prikaz z drugega zornega kota, to je od zadaj, to je pa v bistvu, to je zadaj, to je pa od spredaj. No, kaj pa delamo recimo med operacijami globoke možganske stimulacije z intraoperativnim monitoringom in mikroelektrodnim monitoringom? Mi skušamo ugotoviti iz celic v subtalamičnem jedru posnet aktivnost. To je naš posnetek iz pač naše klinike.
Ko pridemo recimo na določeno globino, tle je recimo izračunana tarča, se pravi subtalamično jedro, na podlagi v bistvu slikovne diagnostike oziroma na podlagi magnetne rezonance. Ta signal, ki ga vidite visokofrekvenčni za visoko amplitudo, je v bistvu signal subtalamičnega jedra. In na ta način v bistvu mi določimo globino, to je isti posnetek, ki se pa pač nadaljuje naprej, določimo v resnici globino, na katero bomo postavili elektrodo za stimulacijo subtalamičnega jedra. Nekateri motorični simptomi, jaz sem tle omenil, zato sem to na koncu dal, se ne odzivajo na dopaminergična zdravila in na druge načine zdravljenja, med ostalim tudi recimo so pa pač včasih rezistentni tudi na zdravljenje z recimo globoko možgansko stimulacijo. Recimo trd oreh so posturalna nestabilnost in padci, freezing je zamrznitve pri hoji, se pravi, to je tako, kot pacienti hodijo, pa kar naenkrat zmrznejo, pa rabijo spodbudo za to, da nadaljujejo hojo. Utrujenost, dizartrija, disfagija in pa pač tremor velikokrat žal, veste. Recimo, pacienti se tresejo, dobijo visoke odmerke zdravila, bradihipokinezija odreagira, ampak tresejo pa se še vedno. Tremor je pa zelo moteč simptom Parkinsonove bolezni, tako da pol pa je pač vzrok frustracije tako na strani pacientov kot pač na strani nevrologov marsikdaj. Tle ne bomo šli v detajle, ampak samo da vidite v bistvu nek algoritem v resnici zdravljenja same Parkinsonove bolezni. Zdaj pa gremo na tiste nemotorične simptome, kot so psihiatrični, kognitivni, avtonomni simptomi spanja oziroma utrujenost. Zakaj so nemotorični simptomi? Se pravi, nekako še vedno, tako kot sem rekel, je diagnoza bazirana na motoričnih simptomih, ampak je pomembno, da veste, da je Parkinsonova bolezen veliko več kot samo motorične simptome. Pojavljajo se tudi nemotorični simptomi in tako kot sem rekel, eni najzgodnejših simptomov Parkinsonove bolezni so pravzaprav nemotorične narave. Zakaj pride do teh nemotoričnih simptomov? Odgovor delno leži v, se pravi, dejstvu, da je pač dopaminergični sistem v bistvu pač razširjen, en difuznih sistemov in tako kot sem že nekajkrat sem omenil, ne deluje samo na motoriko, ampak prek mezokortikalne in mezolimbične poti deluje na tako kognitivne funkcije, kot tudi na emocionalno stanje pacientov. Povezano za tisto Brakovo klasifikacijo, ko sem jo omenil, se pravi, v tisti zgodnji premotorični fazi se pojavljajo tiste recimo velikokrat hipozmija, ki je postala zelo pomembna v času covida, pa nima veze z covidom, ampak pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo hipozmija zelo pogost simptom in pacienti, ko jih vprašaš, rečejo, če ob diagnozi, ko jih vprašamo, kako pa kaj vohate, in rečejo, ja, veste, jaz že, ne vem, vrsto let, že 20 let ne voham dobro, Se pravi, to je znak, da se je pa pač bolezen, patološki proces začel veliko prej, preden so se pojavili prvi motorični simptomi. In druga stvar je, da nemotorični simptomi so odvisni od drugih nevrotransmitorskih sistemov, se pravi, to je zato, da naredim zadevo še malo bolj komplicirano. Se pravi, ni samo dopaminergični sistem, ampak je tudi noradrenergični sistem, acetilholinski sistem, serotoninergični sistem, mogoče ste že slišali, serotonin pomemben recimo za depresijo, noradrenergični sistem za vzdrževanje pozornosti in koncentracije in pa acetilholinski sistem izrednega pomena za vzdrževanje v bistvu spominskih funkcij. Se pravi, vse to je potencialno lahko moteno pri Parkinsonovi bolezni in je moteno zaradi tega, ker jedra, vseh tistih glavna jedra, ki proizvajajo vse tiste difuzne nevrotransmitorje oziroma ki proizvajajo nevrotransmitorje, ki so del tistih difuznih nevrotransmitorskih sistemov, se nahajajo v možganskem deblu. In če se spomnite une slike Brakove klasifikacije, kako napreduje bolezen od spodaj navzgor, postane nam jasno, zakaj pacienti imajo pa pač veliko več kot samo motorično prizadetost. Recimo depresija in anksioznost, in je to pomembno tle poudariti, da ne gre samo za depresijo zaradi tega, ker pač pacient ima Parkinsonovo bolezen, pa so slabo razpoloženi zaradi tega, ampak gre za pač v bistvu depresijo, ki jo je treba resno vzeti in jo je treba zdraviti. Včasih pomagajo določena zdravila, recimo vemo, da dopaminski agonisti imajo ta potencial, da nekoliko izboljšajo depresivno razpoloženje, vendar so velikokrat uporabljamo tudi zdravila iz skupine SSRI-jev, recimo Cipralex konkretno in druga, ni Cipralex je samo en tistih,
s katerim lahko vplivamo pomembno na depresijo. Depresija in anksioznost kot taka v bistvu močno lahko vplivajo na kvaliteto življenja pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Omenjam samo še na kratko impulzivnost in empatija, ker sta v bistvu pa pač dva obraza ene iste zadeve. Se pravi, impulzivnost nastane v bistvu zaradi pretirane dopaminergične stimulacije in taka impulzivno-kompulzivna vedenja, kot se recimo impulzivno nakupovanje ali pa hiperseksualnost včasih ali pa recimo kockanje se lahko pojavi zaradi v bistvu dopaminskih agonistov. In tako vprašanje sprašujemo tudi paciente, ki so na dopaminskih agonistih, ali imate take in take simptome, ker če se pojavijo, moramo ukrepati in se enostavno, ukrepi so enostavni, znižamo recimo odmerke zdravil in na ta način v bistvu pa pač vplivamo na impulzivnost. Apatija je pa na nasprotnem spektru, se pravi pomeni nemotiviranost, včasih jo je zelo težko v bistvu ločiti recimo od depresije ali pa od utrujenosti. Apatija je lahko pravzaprav simptom samega depresivnega razpoloženja pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Prizadet je tudi avtonomni živčni sistem, kot veste, parasimpatični, simpatični živčni sistem. En je zato, da nas pripravi recimo na akcijo, drug je zato, da v bistvu shrani energijo za takrat, ko pač jo v bistvu potrebujemo. Povezane recimo z disregulacijo krvnega tlaka, pacienti velikokrat pravijo, da se jim vrti v glavi, povezano je lahko tudi z višjimi odmerki dopaminergičnih zdravil, še posebej dopaminskih agonistov. Takrat se pojavljajo ortostatizmi, se pravi, tako kot sem rekel, kaže se lahko za slabostjo, kaže se za pač omotičnostjo, včasih tudi za izgubo zavesti. Ne bom kaj veliko v detajle hodil, ampak ne bom šel kaj veliko v detajle, ampak tisto, kar je pomembno, je vedeti, da pač v bistvu so načini, kako lahko tudi nefarmakološko vplivamo na ortostatizme oziroma ortostatsko hipotenzijo. In sicer prvič optimizacija zdravil za Parkinsonove bolezni, recimo optimizacija bi pomenila, recimo, da znižamo odmerke levodope ali pa dopaminskih agonistov, dobra hidracija, včasih tudi dosoljevanje hrane. Če jemljejo antihipertenzive zdravila za krvni tlak, je treba pač tudi ta zdravila optimizirati, uporaba kompresijskih nogavic ali pa dvignjeno vzglavje postaje na 30 stopinj. To so pa zdravila fludrokortizon in mineralokortikoid, ki v bistvu hrani natrijeve ione v krvi in na ta način v bistvu pa pač povzroča dvig krvnega tlaka. Imamo tudi midodrin, pri nas ga nimamo, ga pač pacienti kupujejo iz Avstrije, in pa droksidope, ki je pa ni nikjer v Evropi, je pa pač na voljo v Ameriki. Problem za ortostatsko hipotenzijo, da je pač en tistih simptomov, ki ga je ful težko zdraviti. In je v bistvu catch v tem, pač iz svojih izkušenj povem, da je pač v bistvu treba terapijo predvsem optimizirati in za določenimi nefarmakološkimi ukrepi včasih se da živeti tudi z ortostatsko hipotenzijo na zelo dober način. Drugače pa tako, da bi pozdravili ortostatsko hipotenzijo, če je enkrat pač prisotna, z zdravili pa ful težko. Pojavljajo se tudi urinarni simptomi, ki so pa pač povezani recimo velikokrat zaradi upočasnjenosti za tako imenovano urgentno inkontinenco. Se pravi, ker so dosti počasni pacienti s Parkinsonovo boleznijo, težko pridejo pravočasno na stranišče in lahko urin tudi uide. Se pravi, direktna povezava z motoričnimi simptomi. In so tudi lahko načini, kako lahko vplivamo na tiste urinarne simptome, uporabljamo tudi različna zdravila, recimo antispazmodike za mehur, kot je recimo oksibutin pa tolterodin, ki jih imamo tudi pri nas. Zaprto zablato je, tako kot smo rekli, obstipacija kot taka, je pač en zgodnjih znakov Parkinsonove bolezni. Po svoje tako, recimo preprosta razlaga je, tako kot so pač mišice, tiste progaste mišice v bistvu pač upočasnjene, so tudi gladko mišiče upočasnjeno. In druga stvar je v tem, da se v bistvu pač tudi v tistih pleksusih živčnih, kot je ta pleksus mentorius auerbachii, se pač pojavljajo v bistvu pa pač spremembe degenerativne, kot jih vidimo v živčnem sistemu. In zaradi tega je zaprto zablato, pa ni samo zaprto zablato, ampak tudi včasih gastropareza, tako da pacienti zelo težko prebavljajo hrano
je lahko kar precejšnji problem pri osebah s Parkinsonovo boleznijo in zato jih je treba tudi obvestiti in aktivno delati na tem, da se pa pač v bistvu vpliva na zaprtost zablatu in pač gastrointestinalne težave pri Parkinsonove bolezni. Težave pri spanju se kažejo za tako imenovanimi REM motnjami spanja. REM faza spanja je takrat, ko sanjam. Narava je naredila tak mehanizem, da obstaja eno jedro, reče se mu pedunculopontino jedro, ki se nahaja v ponsu. Pons je pa struktura, ki je tik pod mezencefalonom, katero smo spoznali na prejšnjih slajdih. In to pedunculopontino jedro, ko je aktivno v REM fazi spanja, smo mi po noči čisto tonični, nič ne moremo delati. Se pravi, popolnoma atonija mišic je. Niti hipotonija, ampak popolnoma atonija. Pri osebah s Parkinsonovo boleznijo to pedunculopontino jedro ne deluje, se pravi, ne izklopi mišiče in zaradi tega je mišiče pripravljeno za akcijo. In to, kar sanjamo, v bistvu lahko igramo, a ne? In pacienti tisto, kar si sanjajo, tudi če se borijo, če bežijo, skušajo zbežati. In marsikdaj v bistvu pač poškodujejo partnerja, partnerico v postelji. In je lahko resen problem. Imamo pa zelo učinkovito zdravilo, ki se mu reče rivotril, se pravi klonazepam, in pač eno zdravilo iz skupine benzodiazepinov, ki v relativno nizkih odmerkih, to je tisto zdravilo, 0,25 do 1 miligram, pri nas obstajata 2, 0,5 pa 1 miligram, nekaj časa ga ni imelo in je bila kriza, ga ni bilo v lekarnah. V zadnjem času se dogaja, recimo danes smo izvedeli, da Nakom je kar naenkrat zmanjkal v lekarnah, pač upamo, da bo čim prej prišel nazaj. Ampak v glavnem je pač zelo učinkovito zdravilo za tiste REM motnje spanja, ne. Pojavlja se tudi ta obstruktivna apneja pri spanju, kar ni značilna za Parkinsonovo bolezen, ampak ponavadi za starejše in moški spol je, to je pač moški, ki, kaj naj rečem, smrčimo po noči, ne. Ampak v glavnem je problematična zaradi tega, ker je povezana lahko obstruktivna sleep apnea, je lahko povezana tudi z nespečnostjo, se pravi, če obstruktivna sleep apnea naredi veliko tistih mikrozbujanj po noči, microarousals v angleščini, in kljub temu, da se ne zavedajo osebe, ki imajo obstruktivno sleep apneo, da so zbujeni, ne, se pač v bistvu zbudijo in to pač v bistvu spremeni strukturo spanja in so čez dan pol pač zaspani. Ni to edini razlog, recimo dopaminski agonisti velikokrat v resnici naredijo eno tako hipersomnijo oziroma pretirano zaspanost čez dan, povezano tudi z nespečnostjo pri nekaterih pacientih. To je ta dnevna zaspanost, o katerih sem zdaj že povedal. Se pravi, utrujenost je tudi tak problem. V bistvu utrujenost je ful težko, to je tak subjektivni občutek, ki ga je težko tudi objektivizirati. So načini, kako lahko, so različne lestvice za utrujenost in tako naprej. Je tudi veliko raziskav na področju utrujenosti pri vseh v bistvu kroničnih nevroloških boleznih, tako tudi pri Parkinsonovi bolezni, a ne. Ampak je treba pa pač v bistvu več stvari vzeti v ozir, ko razmišljamo o utrujenosti, ali gre recimo za zaspanost, ali gre za sindrom izvenevanja ali pa off fazo, ali gre za razpoloženjske težave, ker je utrujenost lahko tudi pa pač simptom depresije in tako naprej. Težko je kot v bistvu tudi zdraviti, ponavadi so taki ukrepi v tem smislu, da so pa pač pacienti čim bolj fizično aktivni, da imajo recimo nek redni urnik, ki se ga pol držijo in na ta način v bistvu se pač izboljša tudi utrujenost. Halucinacije in pa demenca pri Parkinsonovi bolezni samo na kratko. Značilne so pri Parkinsonovi bolezni tako imenovane vidne halucinacije, v katerih se pač pacienti ponavadi zavedajo. Vidne halucinacije, ki so zelo živahne, ponavadi gre recimo za halucinacije, ki se pojavljajo v obliki recimo različnih živali ali pa žuželk, zelo barvite halucinacije so, ali pa tako imenovane ekstrakampine halucinacije, to pomeni, da pacienti vidijo kot senca v periferiji vidnega polja, ali pa čutijo prisotnost osebe, ki je v resnici ni, in
to tudi skomunicirajo z svojci oziroma z osebami, ki se pač nahajajo v istem prostoru. Se pravi, to niso take halucinacije, kot se pojavljajo pri osebah, ki imajo psihozo, ki se ne zavedajo teh halucinacij, ampak so pa pomembni. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se začnejo pojavljati, to lahko pomeni, da je pa pač v bistvu mogoče začetek tudi pomembnega kognitivnega upada pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. In zdaj mislim, da je to čas, da pač povem eno zelo pomembno stvar, sporočilo iz tega predavanja. Parkinsonova bolezen ne pomeni demenca. Veste, niso vsi pacienti s Parkinsonovo boleznijo dementni, lahko so upočasnjeni, lahko bolj počasi tudi malo razmišljajo, lahko se pojavijo depresija in anksioznost, ampak to ni demenca, veste. Se pa lahko bolj pogosto pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo pojavi demenca, ki je pa drugačne oblike, kot je demenca recimo pri Alzheimerjevi demenci. Velikokrat se ne kaže recimo za neko tako jasno, kako bi rekel, za neko jasno, se pravi, pozabljivostjo, ampak recimo lahko se pojavi diseksekutivni sindrom, se pravi nezmožnost več pač izvajati določenih stvari, in postopoma tudi pač spominske težave se pojavljajo. Velikokrat pač tudi recimo na tistih uradnih nevropsiholoških testih vidimo, da se pojavljajo recimo težave v pač, ne vem, prostorskem spominu, ali pa se pojavljajo težave pri delovnem spominu in tako naprej, se pravi v sklopu tistega diseksekutivnega sindroma. So pa tudi zdravila, recimo rivastigmin, zdravilo, ki se ga sicer uporablja pri Parkinsonovi bolezni, inhibitor acetilholinesteraze, je zdravilo, ki se dobro obnese tudi pri osebah z Parkinsonovo boleznijo. Zdaj me je tudi celo to začelo ne ubogati počasi, kar pomeni, da bi počasi mogel končati. Zdaj pa to je v resnici sem res proti koncu predavanja. Jaz pač samo par stvari o aktualnih raziskavah v moji skupini. Se pravi, so mehanizmi bradykinezije, ne bom šel pač v detajle. V glavnem, druga tema so respiratorne motnje pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Očesni gibi tudi pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ki so sicer načeloma naj bi bili klinično nemoteni, so pri določenih oblikah parkinsonizma so pomembno moteni, kot recimo progresivna supranuklearna paraliza, pri katerih je hitrost sakadičnih očesnih gibov motena in tako naprej. Pa delamo tudi kot napovedovalci, iščemo, se pravi, napovedni dejavniki progresije Parkinsonove bolezni in pa pač tako širše področje globoka možganska stimulacija, se pravi klinični, slikovni in pa elektrofiziološki vidiki. To sem za nalašč pustil na koncu, zaradi tega, ker jutri bomo začeli v bistvu z meritvami v sklopu te pomembne študije, učinek namiznega tenisa na hojo in posturalne motnje pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, v katerih v bistvu bomo skušali rekrutirati približno 90 pacientov, nekih slabih 30 pa se je prijavilo za jutri, randomizirani v 3 skupinah, eksperimentalno, prvo kontrolno in pa drugo kontrolno skupino. Eksperimentalno je tiste, ki bojo igrali namizni tenis, prvo kontrolna je tisti pacienti, ki bojo imeli pač telovadbo, aerobne vaje, ki pa ne bo seveda namizni tenis, in pa tretja pasivna skupina. Meritve bojo pač izvedeni na začetku, seveda po 3 mesecih in pa še po 3 mesecih, se pravi takoj potem, ko bojo nehali igrati, in pa po 3 mesecih, zato da vidimo, ali se bo pač tisto stanje, domnevno dober učinek na posturalne reflekse in na hojo obdržalo tudi po tem, ko bojo pa pač v bistvu nehali igrati tale namizni tenis. Naslednja skupina, seveda pač težko je zbrati naenkrat hkrati vseh 90 pacientov, je pa v septembru. Se pravi, bomo pač delali tako, da bomo imeli meritve, recimo za tisti, ki bojo začeli zdaj to skupino, bojo imeli meritve naslednjič v juniju prve, pa v septembru bomo rekrutirali drugo skupino, tisto prvo skupino bojo imeli pa pač v bistvu meritve po praktično 6 mesecih od začetka v bistvu same študije. Tako da spread the news, lepo prosim, vsi tisti, ki so pač v bistvu zainteresirani, ki imajo Parkinsonovo bolezen in ki se želijo vključiti
recimo v to v bistvu študijo so lepo vabljeni k sodelovanju. Imamo skupino, se pravi zelo dobro organizirano v Ljubljani, na Gorenjskem in pa tudi v Gorici, v bistvu za se pravi igranje namiznega tenisa. Tako da pač lepo vabljeni k sodelovanju v tej študiji in s tem bi se jaz rad samo zahvalil za vašo pozornost. Jaz bi se zahvalila vam za eno tako zelo informativno in lepo predavanje. Zdaj verjamem, da so se med tem predavanjem pojavila tudi številna druga vprašanja, tako da vas lepo vabim, da jih tudi poveste. Zdaj lahko dvignete roko, mi pomahate in jaz pridem bliže z mikrofonom. Zdaj prvo vprašanje že imamo. Hvala lepa. Moje ime je Branko Piletič, zanima me pa sledeče. Ena izmed smeri nadaljnjega razvoja oziroma raziskav za nevroprotektivne učinke je uporaba obstoječih zdravil. Ena izmed teh je terazosin. A vam je kaj poznano, glede na to prve informacije so bile v letu 2019 in potem so najavljali tudi klinične raziskave. Kakšno je stanje? Veste, vem za to, da ga pač testirajo, ampak ne vem, v kakšni fazi je. Je pa veliko različnih zdravil, skozi zgodovino in skozi leta, ki so bili pač zelo potencialno so bili obetavni, pa so se pa se žal izkazalo, da v bistvu nimajo toliko, mislim, da ne vem, v kliničnih študijah pač se niso pokazali kot pač učinkoviti. Potem bi pa imel še vprašanje. Zasledil sem v enem izmed gradiv dr. Pirtovška, je omenil, da je en iz potencialnih triggerjev anestezija. A je kakšna znana patologija v zadaj? Ni dokazano, veste. Ni dokazano. Mogoče so kakšni anekdotski taki pač primeri, veste, ampak da bi bilo dokazano, da dejansko anestezija lahko povzroči Parkinsonovo bolezen, da bi dejansko vzročil neko povezavo med anestezijo in Parkinsonovo boleznijo, pa ni. Mislim, jaz mislim, da ni, tako bi rekel, intuitivno tudi kot zdravnik. Če bi res bilo temu tako, pa se noben ne bi pustil operirati ali pa anestezirati, ker bi pa bila katastrofa. Če dovolite še eno vprašanje, sindrom nemirnih nog. A se uporabljajo agonisti ali Agonisti. Ne levodopa? Levodopa verjetno tudi lahko učinkuje, ampak še posebej, če gre za izoliran sindrom nemirnih nog, pa so pač dopaminski agonisti in pri osebah, ker sindrom nemirnih nog se lahko pojavi kot del Parkinsonove bolezni, lahko pa tudi kot izolirano stanje. Če se pojavi kot izolirano stanje, ga zdravimo pa za nizkimi odmerki dopaminskih agonistov. Zelo nizkimi odmerki. Veliko nižjimi odmerki, kot jih pač potrebujejo pacienti za Parkinsonovo bolezen, za zdravljenje simptomov Parkinsonove bolezni. Ampak ja, kratek odgovor na vaše vprašanje je, da so dopaminski agonisti zdravila prvega izbora za zdravljenje sindroma nemirnih nog. Je pa tako, veste, ni vsak sindrom nemirnih nog idiopatski, so lahko tudi sekundarne oblike sindroma nemirnih nog. Treba izključiti polineuropatijo, treba izključiti pač moteno delovanje jeter, moteno delovanje ledvic, anemija, preden se lotimo zdravljenja sindroma nemirnih nog. Hvala lepa. Imam pa Parkinsonizem plus in Parkinsonizem plus imam jaz. Zdaj pijem Madopar, 5-krat na dan, 4-krat na dan, lahko tudi povečam. Lahko se tudi poveča, samo se to pač morate, mislim, zdaj težko vam povem na prvo žogo, ampak se lahko poveča, seveda morate pa skomunicirati z nevrologom, pri katerim se zdravite. Koliko lahko na dan? A mi samo poveste, imate
progresivno supranuklearno, Parkinsonizem plus ja, progresivno supranuklearno paralizo. PSP. petkrat na dan. Katero diagnozo? PSP imate, ne da? PSP imate. Problem, a veste, to je pač druga stvar. Pri tistih oblikah, recimo parkinsonizmu plus, ko ga imate vi, ne, sem tudi opazil, ko ste se usedli zelo tak, ne, padli ste dobesedno na stol, je, da je levo dopa v bistvu neučinkovita včasih. Velikokrat pri pacientih s progresivno supranuklearno paralizo. Tako da tisto, kar mi delamo pri osebah s progresivno supranuklearno paralizo, je skušamo v bistvu zvišati odmerek zdravila, kolikor se da, a ne? Če vidimo, da zdravilo ne učinkuje, marsikdaj ga tudi ukinemo. No? Ker je mehanizem nastanka progresivno supranuklearne paralize drugačen, kot je pač pri Parkinsonovi bolezni. Tako da se pravi, po defaultu ni tako, da če pri PSP, če daste velik levo dope, da bo pač boljše. Tako. Kje pride poštev? Tako. Kaj pravite? Kje pride poštev? Upoštev žal je v bistvu pač fizioterapija, pomoč pri hoji, tako kot imate hodujico, a veste, morate paziti, da ne boste padli, zaradi tega, ker lahko zlomite kost ali pa naredite ne vem kakšno krvavitev v možganih. Bolj so taki žal nefarmakološki ukrepi, nimamo pa nekega takega učinkovitega zdravila za zdravljenje tistih parkinsonizmov plus. Kje lahko vzamem? Kje lahko še vzamem? Kako? Vse povedal. Modopar obstaja in ni druge, samo modopar je, Lidija. Ja, drugega zdravila ni, specifičnega zdravila za PSP ni. A ne? Tiste, ki se rekli. Da, so. Aha. Mogoče bo prilika tudi kasneje se še kaj bolj natančno pogovoriti o teh zadevah. Lahko. Aha, povejte. Ne vem, če delam kaj prav ali pa narobe. Povejte. In sicer pri bolnici zasledil sem uriniranje tam. Aha. Zjutraj opažam 1 uro, preden je ura za vzeti dopamin, 1 uro prej je že začne tista motorika, malo brcanje levo, desno. Jaz bolnico spodbujam, da gre urinirati. In opažam, da tisto uro, če gre urinirati, da imam tisto uro mir, jaz spim, ker drugače 1 uro jaz je potem pa božam tukaj po tilniku in s tem, ko čuti moja prisotnost, ona lepo umirjeno spi. Zdaj pa ne vem, če je to prav, da jaz jo pošiljam na uriniranje, spraznanje mehurja. A to proti jutru, a kako? Prosim? Proti jutru. Proti jutru je to zmeri okoli 5 ur, ob 6 jemlje zdravilo in jaz mislim zdaj, a delam prav ali delam narobe. Ja. Poln mehur je včasih pač lahko razlog nemira. Ker pa ima zelo trd spanec, zaradi tega mislim ne registrira pritiska. Poln mehur je lahko vzrok nemira. Da je moteč in opažam. Jaz bi se to tako nekako razložil. Mislim pol, da delam prav. Mehur, pol pa če lahko lažje spiš. Hvala. Tudi mi se zbudimo, veste, po noči, če morate iti lulati, se zbudite zaradi polnega mehurja. Če pa trdno spite, pa se težko zbudite s polnim mehurjem, ste lahko nemirni zaradi tega. Ja. Hvala lepa. Dobro ste ugotovili, se mi zdi. Dober večer. Me zanima, če lahko si moram zamenjati, usaditi zobe. Sem izgubil 4 zobe zdaj v kratkem času. Zakaj pa? A je to parodontoza kakšna? Ne vem, od česa. Zdaj implantologijo sem študiral, da mi usadijo. To ima kakšen negativen vpliv na mojo bolezen ali ne, na Parkinson? A mislite Parkinsonovo bolezen na zobovje ali obratno zobovje na Parkinsonovo bolezen? Nisem razumel. Kako? Nisem razumel vprašanje. Pravim, ali me sprašujete, ali Parkinsonova bolezen ima vpliv na zobovje ali zobovje na Parkinsonovo bolezen? Zdaj teh zob, jaz si moram nekaj narediti, torej si moram usaditi. Jaz mislim, da ni nobenih kontraindikacij. Ni nobenih? Ne. Lahko komot, veste, ne glede na to, da imate Parkinsonovo bolezen. Potem pa vpliva tudi Parkinson, kaj na zobe, recimo?
Direktnega dokaza ni. A veste, direktnega dokaza ni. V redu, hvala. So ene raziskave, ampak so bolj gre za pač ene take bolj marginalne raziskave, brez jasnega v bistvu, kako bi rekel, rezultata, da, ne vem, da so zobje pri Parkinsonovi bolezni recimo bolj dovzetni za to, da se kvarijo ali kaj takega. Hvala lepa. Se pa pacienti s Parkinsonovo boleznijo velikokrat veliko slinijo, ne? Kar je pa pač povezano s tem, da malo težje požirajo slino. Ne? Pozdravljeni. Aha, izvolite. Zanima me, če zdravila antiparkinsonska delujejo tudi protibolečinsko. Delujejo. Delujejo. Ravno zaradi tega, ker je pač del tiste bolečine povezana z pač primanjkanjem dopaminergičnega sistema, v bistvu ga lahko nadomestite z dopaminergičnimi zdravili. Tako da ja, delujejo. Jaz sem to zdaj ugotovil, ko sem imel poškodbo rame in jemljem zdravila na 4 ure in ko prihaja ta ura, 3,5, me začne rama bolj boleti. Tako, točno to. To ste zelo lepo ugotovili. Ja, delujejo. Ker je del bolečin pri Parkinsonovi bolezni dejansko res zaradi recimo prizadetosti motoričnega sistema, recimo togost, krči se pojavljajo. Ko vzamete zdravilo, togost je manj, se pravi pač tonus popusti in pa je manj krčev in pa pač manj boli. Jaz imam eno vprašanje o globoki stimulaciji. A so vsi pacienti primerni za stimulacijo in kakšne so njeni prednosti v primerjavi z drugimi tehnikami stimulacije, kot sta TMS ali TDCS, na primer? Tako, z drugimi, ja, ful dobro vprašanje. Pač moja draga kolegica sicer Kristina iz Univerze v Ljubljani. Sicer, a veste, kako je, se pravi, na prvi del vprašanja. Se pravi, niso vsi pacienti dobri kandidati z globoko možgansko stimulacijo. Ker vsak poseg v možgane ima lahko tudi pač tako, kot vemo, stranske učinke. Ne? Se pravi, ponavadi idealen kandidat za zdravljenje z globoko možgansko stimulacijo bi bil pacient, ki je mlad, ker pomeni recimo, ne vem, med 55 in 65 letom starosti. Pacient, ki nima psihičnih različnih komplikacij, ni depresiven, nima kognitivnega upada, ni polimorbiden, se pravi, ni pomembnih drugih bolezni, ki lahko dodatno v bistvu pa pač povečajo riziko, operativno riziko. Pacienti, ki nimajo recimo izrazitih težav z hojo ali pa z posturalnimi refleksi, se pravi za pa pač padci. In tako da, če to vse povemo, v bistvu se zoža kar precej tista se pravi, skupina pacientov, ki bi potencialno bili kandidati za globoko možgansko stimulacijo. In zato moramo biti zelo previdni pri izbiri teh pacientov. Velikokrat tudi zaradi pač različnih dodatnih komplikacij, posebej psihične narave po sami operaciji. Prednost globoke možganske stimulacije, recimo v primerjavi z črpalkami, je to, da so pacienti zelo neodvisni zaradi tega, ker za črpalka daruje recimo 16 ur, 8 ur, medtem ko spijo, pa črpalke ni. In je pač so določene opravila, ki jih mora pacient skupaj z svojcem vsak dan opraviti. Recimo počistiti rano okoli pega in tako naprej. Tle pa je baterija povezana z kabli, z elektrodami v možganih in pa pač deluje 24 ur 7. Drugi načini stimulacije, zelo dobro vprašanje, to je recimo TDCS ali pa recimo alternate current stimulation, ki je pa pač nekoliko novejša, se uporablja ali pa recimo transkranialna magnetna stimulacija. Se pravi, to so pač neinvazivni, tako imenovani neinvazivni stimulacije, ki se pa pač aplicirajo na površini glave in stimulirajo v bistvu možgansko skorjo. Jaz mislim, da tako, če bi našli mi način, da bi bila transkranialna magnetna stimulacija aktivna ves čas, tako kot je globoka možganska stimulacija, da bi imela podoben učinek na motoriko, kot jo ima globoka možganska stimulacija, ampak ni. Prvič je tisti aparat za transkranialno magnetno stimulacijo ogromen, ker rabite pač maso naprav, ki bo proizvedli zadosti močno magnetno polje.
ker to magnetno polje se pa tudi v možgane pač spremeni v elektriko, se pravi pač magnetno polje je samo medij, s katerim pač energijo dovedemo do v bistvu do možganske skorje. In drugič je pač neprijetno, ker ta transkranialna magnetna stimulacija trka, pojavlja se lahko bolečina zaradi kontrakcij mišic, glavoboli se lahko pojavljajo, enako kot je tudi recimo ta direct current transcranial stimulation, pa stimulacija z izmeničnim tokom. Pojavljajo se kontrakcije mišic, včasih lahko se pojavijo razjede in tako naprej. Se pravi, transkranialna magnetna stimulacija in tisti neinvazivni načini stimulacije so intermitentni. Recimo pacienti pridejo vsak dan 30-60 minut in pol pač grejo 10 dni recimo zaporedoma, pol pa niso več stimulirani in je učinek zaradi tega tudi pač tak slabši. Tako da. Ja. Zdaj, počasi se približujemo koncu, tako da bi jaz prosila, če imate kakšna bolj specifična vprašanja o zdravljenju, mogoče lahko jih naslovite tudi kasneje po predavanjih na dr. Georgijeva, da ne bomo predolgi. Zdaj, če imate pa še kakšno tako bolj splošno vprašanje, pa mogoče bi jaz zaključila z enim takim mikrofon, da se to lahko privoščim. Ja, seveda. Mene pa zanimajo te poškodbe možgan in nastanek Parkinsonove bolezni. Sploh pri teh, recimo pri športih, kjer vemo, da so nekateri športi, ki imajo tako dolgo časa trajajoče poškodbe kot nogomet ali pa boks, vsi poznamo Muhameda Alija. A je kakšna neposredna povezava? V zadnjem času recimo se spet, da sem ravno kar za predsednico Trepetlike prav začel govoriti. Dolgo je veljalo, jaz nisem veliko govoril o etiologiji, zaradi tega, ker je pač najmanj tako, mislim, to rabimo pač eno celo predavanje, se mi zdi. Ne govorimo o etiologiji pa mehanizmi, kako pride do pač tistih patoloških sprememb v možganih pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo. Dolgo časa je veljalo v bistvu, da je tako, da je pač Parkinsonovo bolezen v bistvu, da se bolj pojavlja recimo v ruralni populaciji in so recimo tiste prve študije, epidemiološke študije, ki so bile narejene pri pacientih, so dejansko res pokazali pomemben vpliv recimo življenja na pač podeželju v primerjavi z pač tistimi, ki živijo v mestih. Zdaj, v Sloveniji, tudi če bi naredili recimo eno tako epidemiološko študijo, verjetno take razlike ne bi našli, zaradi tega, ker je majhna država. In ljudje, ki delajo recimo v Ljubljani, pridejo iz podeželja vsak dan in grejo nazaj. Se pravi, tiste dnevne migracije so zelo, kako bi rekel, pač intenzivne. Ampak velja pa dejansko res, da so recimo pesticidi, se pravi strupi, določeni pesticidi, niso vsi pesticidi, se pravi, ki so jih še posebej včasih uporabljali v poljedelstvu, so pač lahko potencialno povezani vzročno z pač pojavom Parkinsonove bolezni. Enako velja tudi za tiste mikropoškodbe. Se pravi, pojav ne samo recimo Parkinsonove bolezni kot take, ampak tudi v bistvu recimo pač demence pri teh osebah. Zdaj, jaz pri Muhamedu Aliju težko rečem, da se je bolezen pojavila samo zaradi tega, ker je bil bokser, ampak pač verjamem, da je pač to bil pač en tak pomemben dejavnik pri pojavi Parkinsonove bolezni pri njih. In to so v zadnji študiji tudi kažejo na to, da mogoče mikropoškodbe, dolgotrajne mikropoškodbe, se pravi ne samo ena poškodba, veste, lahko je, če imate vi recimo določeni toksini prizadanejo recimo bazalne ganglije obojestransko in se pa pač pojavi parkinsonizem. Enako velja tudi za recimo hemiparkinsonizem, če pride do krvavitve v striatumu na eni strani ali pa poškodbe v možganskem deblu, se pa pač lahko pojavi, tudi zaradi možganske kapi se lahko pojavi recimo parkinsonizem v določenem delu telesa. Ampak to so pa pač bolj taki redki primeri. Na neki taki epidemiološki ravni v resnici pač so mikropoškodbe dolgotrajne v možganih povezani lahko tudi vzročno z pojavom parkinsonizma. Ampak ne pa samo ena edina poškodba, ker eni rečejo, jaz sem se, ne vem, ko sem bil mlad, pred, ne vem, 30 leti sem padel iz kolesa in zdaj je to razlog zaradi razvoja Parkinsonove bolezni. Zelo verjetno, da ni.
Hvala lepa. Zdaj s tem bi jaz za začetek končala s tem predavanjem in s to sejo po predavanju in vas v bistvu se vam zahvaljujem, da ste prišli na današnji dogodek, tudi našim predavateljem, dr. Georgijevu, in nas vabim, da se na poti odstavite tudi v naši atriju, kjer lahko nadaljujemo diskusijo, pa se mogoče malo podružimo. Super. Hvala lepa. Hvala.